Ostajamo pri športu. Prejšnji teden se je namreč od vseh funkcij v smučariji poslovil legendarni Tone Vogrinec, ki je bil v alpskih krogih dejaven skoraj pol stoletja. Gospod Vogrinec je danes naš gost v oddaji RTS 24. Lepo pozdravljeni. Dobar dan. Glede na vsa ta leta, čemu odločitev prav zdaj? Ja, napočil je čas. Bil je kongres Mednarodne smučarske zveze. To je bila še zadnja pomembna funkcija, ki sem jo imel. Bil sem namreč več kot 30 let član executive boarda, izvršnega odbora za alpsko smučanje in praktično 47 let tudi v organih Mednarodne smučarske zveze. Takoj po koncu kariere, tekmovalne kariere, ki je bila bolj tak, ampak dobro bila je, bil sem jugoslovanski reprezentant, sem se namreč kot 29-letni bivši tekmovalec leta 1971 vključil v funkcionarske vode, bil sekretar kongresa Mednarodne smučarske zveze v Opatiji takrat in vse do prejšnjega tedna sem redno prihajal na sestanke, diskutiral, sodeloval, kreiral politiko Mednarodne zveze, skušal pomagati z svojimi idejami. Skratka, bil sem prisoten, sedaj pa napočil čas, da rečem, dovolj je bilo. Morda se kdo od naših gledalcev, pa tudi jaz se zdaj vprašam, vem, da imate veliko zanimivih hobijev, kaj boste zdaj počeli, s čim se boste največ ukvarjali, že veste? Veste, kaj pravijo penzionisti? Da jim zmanjkuje časa. Verjamem. Tudi meni že skoraj zmanjkuje časa, poleti, če le mogoče grem na golf, rad ga igram, ne igram kdo ve kako dobro, oziroma igram ga slabo, ampak uživam, ker hodim, ker sem v naravi, ker je to lep šport, ker se družimo, ker je to celodnevna obremenitev, celodnevno razvedrilo. Golf traja 4,5 ure, prehodi se okoli 10 km, potem se gre v gostilno. Imam srečo, da tudi moja soproga rada igra golf in je to sedaj naša družinska preokupacija v lepih dnevih in odlična rekreacija. Drugače pa tudi še smučam. Letos sem kljub poškodbi kolena, ki me muči sedaj že drugo leto, še uspel po desni nogi presmučati okoli 16 smučarskih dni v Italiji in Avstriji, tako da sem tega držal tudi v bodoče, če bo to mi zdravje le dopuščalo. Toliko zanimivih let, toliko napetih trenutkov, veselih, verjamem, da vmes tudi žalostnih. Lahko kakšnega zdaj izpostavimo, recimo pred odhodom, da tako rečem, po narekovaju v penzijo, ki se ga boste vedno znova radi spominjali? Slovenske smučarske vode sem definitivno zapustil leta 2010 kot podpredsednik Smučarske zveze. Kot profesionalec sem leta 2002 zapustil mesto glavnega šefa alpskega smučanja. 4 leta sem še vršil funkcijo direktorja Skipula, to se pravi organizacije, ki je poskrbela za financiranje alpskega smučanja. Ampak v vseh teh letih sem tudi do današnjega dne še ostal vezan na smučarijo. Sodelujem tudi kot nekakšen svetovalec trenutnemu vodstvu Smučarske zveze Slovenije. Moje srce pa bije za smučanje tudi še naprej. Zdaj, v tem času je bilo ogromno dogodkov. Jaz bi mogoče 2 izpostavil, ki sta me morda najbolj, ali pa 3 morda, ki sta me najbolj dotaknila. Prvi je bil prva velika zmaga Bojana Križaja, ko je postal evropski mladinski prvak. To je bila prelomnica v razvoju alpskega smučanja v takratni Jugoslaviji. To je bilo res tisto, kar je potem pognalo vse stroje v pravo smer. Drugo, z jokom sem spremljal svetovno prvenstvo v Vejlu v Združenih državah Amerike, ko je Špela Pretnar medaljo izgubila vsega 100 metrov pred ciljem, ko je zajahalo količek, in takrat sem res sem jokal od te nesrečne zgodbe in tega ne bom nikoli pozabil. Pa še en jok je bil pred parimi dnevi, ko sem imel zaključni govor na plenarnem zasedanju Mednarodne smučarske zveze, polna dvorana, in ko sem nepričakovano za nekatere rekel: spoštovani prijatelji, po tolikih letih, pa jasno neki še uvod sem zraven dal, se od vas poslavljam, to je bila moja zadnja seja, goodbye, pa sem šel. Takrat se mi pa tudi spet rad se jočem. Ja, verjamem, ravno zato, ker ste z dušo in srcem seveda zraven. Bilo pa še teh dogodkov, po uspehih, o proslavljanjih, o stavah, o dogajanju v tem našem familiarnem
projektu, lahko rečem. Mi smo bili vedno kot ena družina, tekmovalci, tudi celo na dopust smo hodili skupaj in temu primerno tudi bilo vzdušje. Bilo je res enkratno, nažalost tega sedaj ni več v takem obsegu, upam pa, da se bodo pobrali na noge in da bodo z novimi trenerji, z novimi tekmovalci prišli na tiste pozicije, ki smo jih včasih že imeli. Prav to sem vas želel tudi vprašati v naslednjem vprašanju, se pravi, šli ste res skozi te lepe zlate čase z našo smučarijo. Kaj pa naprej, kaj pa zdaj? Slovenci imamo radi uspehe, ponosni smo vedno takrat, ko so, ko pa jih ni, pa znamo tudi hitro kaj pograjati, ne? V tem trenutku bo prav gotovo v spredju dogodek, ki se je tudi vršil v Grčiji, to se pravi, Planica ima svetovno prvenstvo leta 2023. Sedaj se bo v prihodnjih letih več ali manj vse vrtelo okoli tega svetovnega prvenstva. To je ogromen projekt, ki ogromno pomeni za Slovenijo. Tu se mingede bo vrtelo vse skupaj okoli 100 milijonov evrov, vključno z temi investicijami. In alpsko smučanje nekako prišlo na stranski tir. Ampak z oziroma to, da je alpskih smučarjev po svetu preko 200 milijonov, medtem ko je skakalcev peščica, tako rečem, po drugi strani tekačev je pa tudi toliko, tečejo po celem svetu in radi tečejo in je tudi konkurenca zelo močna, si bo alpsko smučanje moralo spet priboriti ta prostor, najprej pri nas v Sloveniji, pri financiranju, pri organizacijskem delu, potem pa tudi v mednarodnem merilu. K sreči imamo našo Ilko, ki bo, upam, spet prišla na stare pozicije, poškodba zaceljena, vsi bomo držali pesti za njo. Imamo še nekaj tudi drugih tekmovalk in tekmovalcev, ki bodo morda dejansko že v tej sezoni pokazali, da na alpsko smučanje ne velja še pozabiti. Gospod Dogrinec, hvala lepa, da ste danes naš gost in seveda vam želim, da ne boste preveč zaposleni zdaj v penziji in da boste našli čas za vse tisto, za kar ga morda do zdaj v vseh teh desetletjih niste našli. Da vas se še ne posloviva čisto, naš naslednji prispevek govori o eni pravi tradicionalni mariborski zanimivosti o Ezleku. In kot pravega Mariborčana seveda moram tudi vas vprašati, imate vi kak lep spomin na tiste zlate čase Ezleka? Ja, tudi to je del mojega življenja, ne. Mi smo ure in ure, dneve, mesece preživeli na tem vogalu po končani šoli, zakaj smo se tu zbirali pred Ostorijo. Enostavno to je bil centralni punkt, mimo katerega so se sprehajale so šolke, pa punce, pa govorilo se o športu, govorilo se o vseh mogočih zadevah, to je bil kot en debatni krožek na vogalu. Kot anekdoto bi seveda to povedal, po čem so me tudi poznali, jasno, bili smo mladi, malo naprej je slastičarna Ilih, ne? In tam so imeli vedno dober sladoled, še danes. In mene skoraj niso mogli na Ezleku videti brez sladoleda v roki. Ko sem enega pojedel, sem šel po drugega in se vrnil na vogal. To je res, to so lepi spomini in tudi sedaj, ko je bila ta obletnica oziroma prireditev ob tem koncu tedna, srečaš ljudi, ki si jih včasih videval, na katerih si skoraj že pozabil in upam, da bo ta tradicija veljala tudi naprej. Hvala lepa še enkrat, da ste z nami in vse dobro tudi v prihodnje. Tudi vam hvala lepa.